Tudi ta teden pa ne moremo mimo grotesknih novic iz slovenskega zdravstva. In kaj je tokrat? Ponarejene diplome? Odhodi zdravnikov? Pritiski lobijev? Ne. Tokrat je zadeva veliko bolj visoko leteča. Na nosilcih električnih vodov, ki vodijo v komandno sobo heliporta, so se naselili golobi. Ja, kliničen center zdaj napadajo še golobi. Čeprav je novica bizarna, je še bolj nenavadno to, da gre že za tretji živalski napad v zdravstvenem resorju. Na prelomu tisočletja je namreč tam že nagajal keber, par let zatem pa še kukavca. Kako se branijo golobi, pa sprašujem našega dopisnika Jana Krojcerja. Gospod Krojcer, vam je uspelo izvedeti kaj več? Gospod Godler, nažalost nisem uspel dobiti nobenega sogovornika. En mi je sicer rekel gru, gru, drugi pa se je ponečeril direkt na tla in s tem povedal, kaj si misli o zadevi. Smo pa poskušali na različne načine. Ok, mogoče zdaj dobim izjavo. Gospod! Hvala Janu Krojcerju. Na srečo se za odstranitev golobov ponujata dve enostavni rešitvi. Lahko razvijemo nov urbani šport, streljanje na klinične golobe, ali pa začnemo v kebabe dajati še meso preverjenega izvora. Treba pa je poudariti, da v številnih velemestih problem z golobi rešujejo tako, da jim v hrano dodajo kontracepcijska sredstva. To velja tako za ženske golobe, kot tudi za moške. Režija mi zdaj sporoča, da je gospodu Krojcerju končno uspelo dobiti anonimno izjavo enega izmed golobov. Poglejmo si. Bil sem tiho, ko so nas zmerjali z letečimi podganami. Nič nisem rekel, ko je Janković prepovedal, da se nas hrani. Kaj moreš, kljuvaš naprej, kakor veš in znaš. Ampak ko te pa želijo vreči iz lastnega stanovanja, to pa je višek. Mislim, kdo pa mislite, da smo? Družina golob ali družina stroja? To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!